Živjo družba, dobrodošli v Digitalijah, tokrat o novem iPhonu po enem tednu uporabe. Kaj se mi zdi, kakšni so moji prvi vtisi in kakšni so moji drugi in tretji vtisi. Tele 4 nogice sem dodal sam, kajti zaenkrat za iPhone 5 na tržišču še ni raznih ovitkov, kot smo jih navajeni za prejšnje iPhone. Še bodo prišli, verjamem, da bo izbira ogromna, ampak zaenkrat frišanje še sem si moral pomagati sam z odličnim space materialom, ki se imenuje Sugru. Vam ga tudi priporočam. Preprosto zgneteš ga v plastelin in se potem strdi v eno tako zelo lušno, sodobno, space materialno gumo. Evo, in sploh mi ga ni več strah spustiti na tla. Jure! Ja? Tele so v špeglu snemala. Ful dober, drugega. Zanima me, prvi vtisi, en teden z iPhonom. Kakšen je hardware? Lep. Lepo kakšni? Kaj ti najbolj? Lepi robovi so svetleči. Svetleči. A veš, to precizno, kako so to precizno spilili, kako to delajo? Spolirajo. Iz žage, spolirajo ali kaj? To lasersko. Na kratko, iPhone 5 se mi zdi najboljši tehnološki izdelek vseh časov. Pa ne govorim samo o njegovi moči, o procesorskih zmožnostih, o hitrosti softvera, o čudežu aplikacij, ampak tudi o sami izdelavi. Ko ga primeš v roke, ta telefon je genijalen, kot da bi bil narejen iz enega kosa, nikjer ni špranje, vse lepo, kot blizu pogledaš, vse lepo pobrušen, zaobljen, perfektno skupaj sestavljen, nič se ne krivi. Fenomenalen izdelek, tisti, ki ga je držal v roki, bo razumel. O, zdravo! A ti imaš kdaj pa? Sem spraskal dol ta aluminijan zdel. Si se odločil res, dobrodošel, ti si bil pa prej na Androidu, a ne? Ja, da je to pa moramo ga čestitati. In prvi novi vtisi, kakšni so, koliko si zdaj zadovoljen, je kakšna razlika? Boljši fotoaparati. Še posebej pa bi rad pohvalil novi fotoaparat v petki, ki je za čuda še boljši kot tisti v iPhone 4S. Odlične fotografije dela, senzor je še bolj občutljiv v situacijah, kjer ni dosti luči. A lahko pokažeš, kako se lepo odbije? Takole, lej. Tudi ga ful z višine lahko spustim, ne? Ampak mu ni nič. A vidiš, nič mu ni. Nič mu ni, glej. Glej, takole ga vržem, nič mu ni. Ker imam gor bumperje. Dočim, če pa probam tvojega, ne? Veliko kritik je slišati na račun novega Lightning konektorja, ki si ga je izmislil Apple. Češ, da periferne naprave za prejšnje telefone zdaj več niso kompatibilne z novo petico, a na voljo je zaenkrat še drag adapter. In drugič, dobrodošli v 21. stoletju ljudje. Pejmo raje naprej v korak s časom. Meni je ta novi izum zelo všeč. Lahko ga vtakneš v obe smeri, torej ne moreš se zmotiti, ni treba niti gledati, kako ga obračaš. In zelo trden je, zelo dober prime, temu se reče odlično dizajniran konektor.